Tole za mano, kakor vidite, je Piaggio Energy 50, letnik 1999. Ne vem, če veste, ampak jaz sem odrastel s skuterji in tam v 90-ih, konc 90-ih smo mi kar dobro tole vozili in tudi dobro kar navijali. No, takrat je bil ta boom skuterjev in vsi smo pač furali te skuterje in smo želeli, da gre čim hitreje. V originalu gre te skuterji 50, z našimi predelavami, malo si poleni kiti, so šli tudi do 100. Zgodba Energy leta 2006 sem ga kupil od Roka, je bil vas razbit, sem ga po poliestru in sem ga takrat jaz preštrihal. Po vseh teh letih ta skuter šel od mojega prijatelja do mojega brata in se je vrnil nazaj in zdaj že par let stoji. Zadnje sem omenil BT, ker ima prevoženih že 40 000 km, ampak od takrat naprej skuter več pač ni delal. Po vseh teh letih, ko ta skuter stoji, sem se odločil, da ga obnovimo. In sicer, da mu predelamo motor, ga prebarvamo, mu zamenjamo gume in spravimo tale skuter na cesto. Zakaj? Zato, ker je to dejansko ena taka moja vez s preteklostjo in mojim najstništvom. No, jaz sem nekaj časa nazaj pisal podjetju Frčomoto, da bi mi tale moj Energy obnovili. In seveda na Frčomoto so se odzvali z pozitivnim odgovorom in danes pridejo ponga. Potem bomo šli mojemu kolegu avtoličarstvo Plut in ga bomo preštrihali, pa bomo šli pa še mojemu frendu vulkanizerstvo Profi, da mu damo nove gume. In pa upam, da bo ta skuter zgledal malo boljš in da bo tudi letel malo boljš. Če te zanima dejansko ta vsa obnova, katera bo prisotna na mojem YouTube kanalu, stisni ta subscribe in stisni ta like in kva ne rečem, uživi v ogledih. Evo, malo ga bom posnel, preden gre, da dobite občutek, kako zgleda. Tole je bilo barvan iz moje strani leta 2006 kot amaterski ličar. Bil je ves polomljen, tako da sem takrat uporabil neki poliestra, da sem vse skup te plastike zrihtal. Luftov je pač velik, tako kar sem znal, tako sem naredil. Zdaj tale Energy je čist brez blokad, gre približno tam po števcu 80, ampak s pomočjo tega kita, ki ga bomo gradili, bo šlo tudi čez 100. O, servus. Kaj je zdaj? Servus. Kje si? A spršel? Žijo, Dino. Benjamin. Evo ga, Alen pa Benjamin iz podjetja Frčomoto sta prišla po mojega stroja, da ga odpeljata v kam? Poljčane, da bo zalaufalo, ne? Ker zdaj to ne, nekaj dela. Glej, stari, letnik 99, strejka vida po mojem. Stari moj, kje so bili te časi, ko smo mi s tem noreli, a? Vse boš lahko zdaj spet počasi. Da boš obudil naše otroštvo, spomine. Daj mi povej, koliko časa imaš že podjetje? 10 let. Ti imaš podjetje, ki se ukvarja s čem? Z prodajo delov za motorje, skuterje, mopede, nadomestnih, rezervnih, športnih, tuning. Se imaš internet stran, imaš, ne? Veš pa frčomoto.si, se skoraj vse dobi. Dobro se rima. Glej, zdaj le vidimo, kakšen je. Nazaj ga moram dobiti, se pravi, srečen. Boljšega kot novega. A imaš kaj gurten, da što prevezal? Če je to malo plesal. Ta avto je prevozil že prek 100 skuterov, vsaj. Se pravi, kva ti prihajaš po skuterja? Tudi, ja, tudi. Aha, se pravi, ni treba ga te prepeljati. Odvisno, odkot je stranka, kak se dogovorimo. Probamo čim bolj ugoditi željam. Ajde, Benjamin, fino ga zaparkiraj. Zategni, Benjaminu. Zategni to. Zbrič to. Štima. To je to. Hvala lepa. Hvala, pa se vidimo. Aj, čau. Vzamemo drug ležaj.
Samo shladim. Tak. Evo ga, to je to. Znajemo gret. To je direkt z hladilnika. Zdaj pa vodna pumpa. Tu. Imaš malo VD ali pa olja, pa si pomagaš. Zdaj smo namazali silikon na blok motorja, ker inženjera nima tesnila. Malo se ga nanese, da ni preveč, pa da ni premalo. Ja pa drug del bloka. Zamrznemo zadevo, da bo lažje šla gor. Evo, nov doktorjev cilinder kit. Tu imamo pa tesnilo za glavo, priključke za vodo, objemke za vodom, vatni bročki, sodnik, varovala. Tesnimo gor, ali pa sestavimo bat. Imamo dva različna obročka, kromiranje prvi, to je nekromiranje drug. Vzamemo malo vazelina, namažemo, da ne vse na grobo. Iglični ležaj, srebrna kletka, športna verzija, malo mažemo. Montiramo, sodnik isto. Varovalo zmontiramo, naredimo en krog, da ne slučajno pade ven. Malo cilinder namazali. Fotopuščica vedno mora biti dol obrjena proti izpuhu. Sodnik skozi. Obrnemo en krog. Zunanje tesnilo. Notranje tesnilo. Malo mažemo, da bo ostale pri miru. Zdaj damo gor previdno, da ne toti padajo ven. Evo ga, termostat. Termostatu ne bomo dali gor, ker je kit, pa je brez veze, zaradi kroženja hladilne tekočine, da bo boljše hladilo. Magnet, punjica magneta. Dobenega tesnila, dokaj je novo. To je že okoli zalepljeno. Dolg kot ponedeljek. Zdaj pa na drugo stran. Začujem zadaj. Pazim na glavo vrši. Zdaj pa, ko imamo od jasunja varomat, tu zraven vzmet. Zvon sklopke z hladilnimi rebri. Pa olajšana sklopka. Pa gremo to skupaj staviti. Orodje za blokiranje sklopke oziroma zvona. Pa variomat grafitno. Naj gre vse na suho. Pokrov.
Probam te vse. Potegnemo skupaj. Da se jermen. Res pa dolgi navoj. Evo, malo mašino fertik. Dan se bomo zmontirali. Amortizer je gor, nova elektrika, gred, cvinder, svečka, lamelni ventil, sesalna koleno, frgazer, nove pakne, nova jermenica, Polinio variomat, Dajko jermen, top performance zvon, RFR sklopka, povratna vzmet od Yasunija, nova vodna pumpa, ni da ni. Tako da, zdaj bomo to mi montirali. Pokrov. Zmontiramo gobico, prej spučemo ven, ni umazano noter. Dobro, to vidi, da dela. Zdaj bo edino rabi nov auspuh. Evo, to bo tudi nov auspuh. Tehnik gas Silent Pro, to pomeni, da je homologiran za cestno uporabo. Primerno za 50, pa tudi 70 kubične cilinder kite. Z homologacijo. Zgleda tako original. Policaji sploh ne morajo vedeti, da je športno. Evo, auspuh je zmontiran, homologiran, ima spredi, tu v krivini tako blokado, tako podložko noter, pa je treba odstraniti, pol, da gre malo bolj, ne. Pa evo, tu imamo CDI enoto, bobino, tugljavo, kakorkoli kdo reče, frgazer 17,5, električni čok, pol imamo doktorjev cilinder kit, zračni filter, na tej strani je elektrika, pa imamo tu variomatski prenos, svečka, kapica, marsikdo ne ve kaj je kaj. Preden bo zdaj skup sestavljen, je še vedno treba vse še enkrat preveriti, če vse zategeno, vodo doliti, naštelati frgazer, pa vse ostalo. Zdaj bomo probali to vžgati, na en laser še ne vžge, ker ni akumulatorčka, tega je treba na nožno. Evo, tu so tudi nove pakne, novi amortizerček, nov električni zaganjač, vse je v bistvu novo tukaj, razni bloki so še stari. Potem še moramo menjati olje, tule zadaj, prenosi. Ker je nov cilinder, je treba to pustiti malo laufati, ne vem, po parih serijah. Pustiš na 15 minut, da se zagreje, ugasneš, pustiš 20 minut, da se zagreje, spet ugasneš, pustiš spet. To pač delaš kako urco, pa lahko greš pol na cesto počasi s tem, no. Ampak spet ne, ga smeš pa vsaj priporočljivo vsakakih 200-300 km zdaj na polno terati. Jaz vedno rečem, en kesel sprazneš, pa lahko voziš, puneš vse. Ajoj, kdo je prišel? Servo, zdravo. Zdravo, kaj imaš to? Za tebe nekaj zraven. Priboljški. Dodatno nalepkice, tako smo se zmenila. Glejte, ljudi moji, če mene tale frčo moto ni toliko počastil kot noben, pa res ne vem. Daj mi povej, kako je bilo kje šraufa tole? Se je videlo, da je imelo že prej malo več težav. A je, a? Ja. Ja, dejansko, zato sem te kontaktiral. Kaj ne rečem? Ma veš? Dobro, pa še čepek imaš. Končno je gledal nov. Zadnji kos dobavljiv trenutno.
Ja, lej ga lepoca. Preden me kdo vpraša, zakaj sem dal tok češki auspuh, zakaj sem dal tok češki auspuh? Zato zaradi policajev, Bravo. ker je homologiran za to. cestno uporabo, pa te policaji pol ne zabavajo, čeprav je športna verzija v originalu. Daj pržgi to malo čudo, da vidimo. Kaj miš, da boš žgal? Ja, da vem, upam. Iz prve! Čaka, žmigavc. Kaj ga raj prižigaš na noge kot na Isto dela. frgazer? Čak, kva si vse naredil? Imamo to 7-skubičen cilinder, doktorjev iz Italije, Gret Racing 101 oktane, SKF ležaj, Jasuni variomat, valčki Jasuni, zadnja povratna vzmet, športna sklop, vse bo videno, gor na video posnetku. Si posnel lepo? Upam. Kaj jaz dejansko ne vem, ljudi moji. Ne vem. Jaz sem amater snemanju, tako da pa če, ne. Boljš kot to ne bo zgledalo, ne. V bistvu je mašina tudi kompletno nova, od upljenjača, tudi pumpo sem ti pustil gor, tako si rekel, da bi imel olno pumpo še No, ribno. Upam, 50-50, ne. upam, 50-50. Pa bi bilo boljš, da še jaz malo dolijem noter. Vedno, ja. Da še malo dolijem. Ja. Koliko naj nalijem v tank še domal? 2% se dela v primeru, da je pumpa odklopljena. Tak pa daš, ne vem, rečemo pol deci zraven. Ja, toliko malo, ne, če se bom spomnil. Pač boljš da malo kadiko, pa da crkne, ne. Se pravi, vse smo zrihtali, sam nismo zrihtali. Tega. Ni gor na originalnem servisu, zadobiti ni ga niti na zalogi. Zdaj, ta teden sem zvohal, da boš mogoče dobil zadnji platnik, originalen, ampak pride gor iz Holandije. Daj mi povej, koliko je to kaj vreden? Na trenutnem stanju trga, pa da ga pobarvaš, pa pol bi ga lahko. Odvisno od kupca, pa od stranke. Pon kamera ne gre, to je doma, prije v kolekcijo. Daj malo se zapel, da te malo vidim. Daj malo, ne morem. Čelado gor. Pa tukaj malo po ulici, vse ne bo. Ojoj, pali kanov. V izi, počas mrze. A veš, se ima tudi zvok drugačen. Znači, boljš je, kokar je šel. Ja, prej ni vžgal. Skaj testiral, koliko gre sploh na uro za to? 50. To je to, to je to. Fanti in dekleta, če rabite dele za skuterčke, mopede, je tale fant pravi. Naslov Frčo Moto, trgovina, spodaj imate link, kliknite, naročite. In kaj naj rečem, hvala vam lepa za tole dobro gesto, za to dobro sodelovanje. Res sem vesel, da sem rešil tegale mojega skuterčka, ko mi čakam, da ga razdrejem, pa da ga preštriham, nove gume dam gor in pol lepo gre v garažco med ostale motorje. Tako da, super, res sem hvaležen, hvala še enkrat, pa čim več delaš to, kar delaš. To so tiste zadinotje, ki bomo obnovili motor pa to. Rekel je, da so 10 let stari, so pa še ne 2 let več. Alo? Že trgam neki plastik. Ja, plastik dip je bil tukaj neki malga, imaš, kar jaz nisem dodal. Vidim. Brez bosancev ti ne imel šihta drugače. Če ne bilo bosancev, kaj dela za tebe. Ok, evo, zdaj sem ti prinesel te plastike in kaj misliš, a boš zmogel? Se bomo potrudili, zdaj le imamo lik vajenca tam le noga. Benjamin! Benjamin? Evo, lej, del zate. Del za tebe boš... Ja, spet ja, kar navadce. Kjero barvo dodava? Glede na to, da je to star motor, bi jaz lahko upadljiv ga, no? A greš pokazati, kaj imaš kaj? Greva pogledati. Kaj imaš pa tlej noter? Ej, kaj je pa ena druga Gilera Runner? Kje si, majster? Lamborghini! Hudo, to mi boš pa naslednji štrihu, ko bom imel. Kaj če damo to barvo? Rdečo lepo, kakšno pa je to? Leto. To je pa klasična Huracan rdeča metali. Pa imam že res po rdeča. Res pa rdeča. Kaj če bi dal modro, tukaj S2 Jurja? Ja, tam imaš pa mat nalepko. Ali bi dal pa rumeno-zelena varianta, una, ki so včasih bile. Rumeno-zelena. Ne vem, kako je tisti, ki je imel E36 in rumeno. Včasih sem imel Tefuna tazga. Stari, ne mi z rumeno, no. Kaj, ne? Ampak dej bova, da dej. Greva pogled. Dej greva pogled. Trunke se skozi dere, pa neče dela.
A ne? Ja, največ dela. Ej, vrata pusti odprta, kaj naj bojo spet Spet zaklenili. zaklepala, ne? Da je taka limeta. Kaj pa tole, ja, limeta. Te so hude, a? Ta bi pa znala biti huda kombinacija. A ne da? Prijatelj. A veš, da je malo taka zemanska, ne? Ja, to so lepe. Ja, Lamborghini barva. Lamborghini barva, a? Lamborghini, bravo, bravo. Sem te popravil, naučil sem me. En mi je dan se rekel, evo, zdaj, ko sta rekel Lamborghini, je pa en Vespaš padel v Italiji. To neki, a? Ali to? Tele so lepe. Hude so, neki tazga, dej, to. To de, aj, to de, aj. To de, aj. To de. Izbrali smo baro za mojega skuterja. Če imam Vespo rdečo, Hondo modro, zdaj bo skuter ta. Limeta. Hvala. Živijo Plut, kako si? Evo, super, ti. Si naredil zame? Zrihtano, v piko. Da vidimo, kva imaš to zdaj? Feltne na črno? Feltne smo rekli črna, mat, plastike, motor pa vemo, ne? Limeta pa tvoji izbiri. Opa! Lepo, to bo lepo. Malo je zapršeno od prahu, ker pri ličarjih se vedno prši, a ne? Ja, ne, to smo že toliko cajta nazaj naredili, da je tako. Nač, hvala ti za sodelovanje. Avtoličarstvo Plut, se veste, kje je, spodaj imate link. Pogledajte ga na Instagramu. Drugače pa itak vidimo na eventu New Limits. Absolutno, 17.6. Pridite vsi. Naslednji dan smo prišli k Profiju. Profi ima pripravljene gume za mene. Kaj smo izbrali, Profi? Povej. Misliš reči, kaj si ti izbral? Ja, kaj sem jaz izbral? Ja, kaj si mi pa hotel uvaliti? Nek preparili si izbral. Prepareli je rekel. Pirelli Angel Scooter. Zdaj moramo mi najprej poštudirati, kjera bo spred, kjera bo vzad. To moš ti vedeti, kjera feltna je spred, kjera je vzad. Čist easy ti povedal. Tale feltna je spredi, ki ima za diske. Una feltna je zadi, ki ima za boban. Za pogon. Gumi sta načeloma enaki, samo glih kontra jih moramo obrniti, ne. Tilčke bodo dale nove. Kaj imaš dakle? Ja, te ta male. Tako da lažje zraven prišel, ne? Ja, tako, to je kao namensko za skuter, ampak tudi na avto paše. In seveda, koga smo dobili? En in edini Roki de la Rosa Je, če ne znata zmontirati, a ne? je prišel pokazati. Ali so čupave, ko moja bivša. Se pravi, ta je na to stran tako gre. Edino, kar ti povej, da boš ti zajebil. Ta je zadnja. Ja, naprej, tako. Tupi glupi. A je to? Zdaj bojo hejteri rekli, da se ventilov ne maže, A ja? ampak po mojih izkušnjah je kar fajn, da se ga malo namaže. Ja, sej drži tudi brez, sam doskrat je pol problem, ker se začne vrteti ventil ali pa začne Če je dobro, imamo pa še rezerve. A to je nova, ali? To je poštrihana. Kdo ti je pa to štrih? Plut. Wow! Zakaj ga pa iz prve ne zavrtiš? Si si glih kar odgovoril. Si si glih kar odgovoril. Super, če gre, na bivšo mašino ni šlo to Tam dobro. bi se malo bolj namatral, ja. Pa smo tudi za vzad pogledali, koliko pumpamo. 2.0, 16 ventila. Ajde, 2.0. Ja, hvala. Priporočam, Profi Junior. Hvala. Se vidimo.
končno, po vseh teh dnevih, po vseh teh mesecih planiranja, čakanja, obnove, je moj skuterček obnovljen. Ok, obnovljen. Tukaj je še velika mera stvari, katere bi lahko naredil, da bi res izpadel v originalnem stanju, in to so recimo nove plastike, katerih trenutno nimam in so zelo težko dobavljive, ker ta skuter je skoraj star 25 let in ga že dolg časa ni v izdelavi. Tako da sem sestavil skuter z obstoječimi deli, ampak sem naredil čim bližji lepoti, kateri sem si jaz želel. Pa si gremo pogledati, kako izgleda ta moj skuter. Se pravi, kaj smo naredili pri tem skuterju, ste že videli. Dejansko smo prebarvali te glavne plastike. Te notranje plastike so malo slabe. Bom probal poiskati, če bom dobil kakšne nove. Edina stvar, ki nismo naredili, je, nismo dobili ključavnice. Se pravi, te ključavnice nimam od začetka že in vedno sem imel samo to, ki je že vsa zmatrana. In to je edina stvar, katere nisem dobil. Je pa mi glih včeraj pisal Frčo Moto, je rekel, Dino, dobil sem ključavnice, ti jih pošljem naslednji teden. Ker sem pa jaz si zadal, da ta teden objavim tale video o temu skuterju, pač tega še nisem zamenil in bom zamenil off scena. Dejansko, če pogledate, Frčo Moto mi je zrihtal tudi originalne nalepke, katere sem pa lepo, da dobi malo tisti svoj avtentičen izgled. Mi pa manjkajo tukaj še šipce, katere niti jaz osebno ne pogrešam, ker jih nikoli nisem imel. Je pa zdaj ta skuter definitivno v najboljšem stanju, odkar sem ga jaz kupil. Kupil sem ga razbitega, popravil sem ga, polestril sem ga in takrat sem se ukvarjal z njim po mojem znanju, kakšen sem ga imel. Zdaj pa, kakor vidite, je skuter v skoraj novem stanju. Probal bom dobiti še tale blatnik, da bo bil pač originalen izgled, čeprav mi je všeč tako, kakor je, ker vedno smo želeli imeti, da je odrezan, da se vidi guma, a ne po vzoru tistih cestakov. Zdaj bomo pa mi tole pržgali, pa si bomo pogledali dejansko, kako se kaj to sliši, ta motor in kako dela. Evo ga, kako mrzu pržge. Zelo lepo laufa. Vse je motor čist nov. In tole bi zdaj moral delati in delati in delati. To je to, videli ste dejansko, kako se skuter obnaša, en mali delček v bistvu mojega življenja. Sem tukaj predstavil čas, ko še ni bilo telefonov, oziroma so glih začenjali pa na koncu čas, ko si rabil nekaj tazga, da si spoznal ljudi okoli sebe, ker ni bilo socialnih omrežij. Čas, ko si prvič čutil svobodo v življenju, je bil čas, ko sem jaz dejansko imel skuterje. Srne. To še eno tam le. Par. Se pravi, čas, ko sem dejansko prvič občutil svobodo, je bil čas, ko sem si začel lastiti tazga skuterja. Tako da sem ful vesel, da so te firme se odločile med podpreti, kot so Frčo Moto. Pri njih dobite vse dele za skuterje, se pravi, kar rabite za skuterje, mopede, spodaj imate link, kliknite, pogledajte si. Tako da Frčo Moto, ful hvala, da si mi obnovil motor in da si mi spet dal veselje v življenje. Potem avtoličarstvo Plut, Jure prijatelj, ličar, ki je dejansko poskrbel za plastike, mi je lepo zrihtal, do možnost, da sem si izbral baro in seveda opravil delo vrhunsko, ter moj prijatelj, profi vulkanizerstvo, fant, ki se trudi, da v bistvu nadaljuje od fotra, legacy in celo njegovega dedka in dejansko ima vse, kar se tiče gum, je podprl moj projekt in mi nabavil dobre Pirelli gume, zato da jaz sem varen na cesti in da se lahko sploh lepo tudi hitro, okretno vozim. Hvala vsem za ogled tega videa. Če vam je všeč, lajkite, spod pritisnite like, ker zaradi lajka potem YouTube priporoča ta video več. Subscribite se, pa lahko se tudi naročite na moj kanal z malo donacijo in dobite tudi dostop do večje, hitrejše, boljše vsebine. Tako da, Dino je obnovil Piaggio Energya 50cc in glej, upam, da bo delal dolga in dolga leta. Je pa res, da vam še nekaj malo stvari za zrihtati, kar jih pa z veseljem bom.